Dragi gosti, lepši gosti z moje strani, vesel sem, da ste se lahko zavedili, da smo skupaj. Zdaj, kot ste že Andreja povedala, prva točka danes je sicer ena dejavnost, ki je mogoče še manj znana v povezavi z našim podjetjem, pa jo zelo srčno delamo in smo na njo zelo ponosni, to je naša kreativni del delovanja, ampak do tega pridemo, ker sem jaz bi možnosti izkoristiti pa par besed povedal v tem, kot je to podjetje razstava, oziroma kje smo danes in kakva je bila ta posla. Zdaj, danes smo sigurno najbolj poznani, bi rekel, po verigi maloprodajnih poslovanj po Sloveniji, kjer je na današnji dan 67 in sledijo približno pol na galerijske poslovanje, kot omenjeno Black Zanimor in pa poprednice Office Zanimor. In kaj imamo tudi sredini trgovin, ki rečemo back office, ki imajo mešan instrument, taka je ta sestava trgovin. Zdaj podjetje deluje tudi na veleprodajnem področju, ne samo v Sloveniji, ampak že v 17 državah skupno. Do današnjega dne spletni posel je tudi omenjen, se pravi, upravljamo več spletnih strani, komercialno sigurno najbolj prepoznavne in pa tudi uspešne Black Zanimor pika.si, Office Zanimor pika.si in pa novejša naš mali izvršiček, ki izgleda porast gotoschool.com. Ta dejavnost je podjetje, ki je mogoče spet na prvi pogled manj znana, to se tisti, ki se s tem poslom ne ukvarjajo, ampak imaš skoraj 20-letno tradicijo podjetja. Od leta 2002 se namreč ukvarjam tudi z poslovnimi in promocijskimi deli. Ekipa, ki pa to dela, pa se ti tukaj par metrov do besedno stran od nas skupaj, se pravi, BDC-jo sedi. Zdaj, začelo se seveda ni tako, ampak se je začelo leta 1991 z ustanovitvijo podjetja v Slovenigradcu in prva dejavnost, ki se je podjetje lotilo, je bila veleprodaja pisarniškega materiala. Hitro je postalo jasno, da želimo imeti oblastno maloprodajo in ker se potem ta pot razvoja maloprodaja začela z v bistvu prvim korakom leta 2001, ko so se prve dve odprle, potem pa v bistvu taka večja menika dva, osnovna razvoja maloprodaje se je zgodila in sicer leta 2005 z prevzemom nekdanjih stranih ministrstv, zato se še verjetno malo dolgo spomnil. To je bil ta galanterijski del, ki je s tem naredil velik korak naprej in pa potem par let kasneje z prevzemom poslovalnic nekdanjega podjetja Office One Superstore, to je pa papirniški del poslovanja. In zdaj smo to vizijo, to strategijo nadaljevali, kot rečeno današnjih 67 poslovanic, ki so praktično pokrijejo celo državo. Zdaj, stebri poslovanja podjetja v smislu blaga, s katerim se ukvarjamo, tudi takrat so že omenjeni, so pa predvsem trije. Tu je galanterijski del, govorimo o moški, ženski, potovalni in modni galanteriji, torej torbice z dodatki, pa poslove torbe, moške nahrbtniki in tako naprej, in pa potovalna galanterija. To so pa v prvi vrsti kovčki in pa ostali dodatki. Drug steber, oziroma drug glavni segment je šolsko-pisarniški segment in pa tretji, tudi vedno bolj prihaja pride pa derini segment. Tudi znamke, s katerimi delamo, sigurno kar nekaj tudi poznate, in bom samo par omenil, zdaj v celem naboru oziroma portfelju podjetja je že preko 80 blagovnih znamk, ki jih uradno distribuiramo, dostopamo in tudi med tem je že precej preko 10 tudi lastnih blagovnih znamk, ki smo jih v zadnjih letih razvili in tudi izredno del našega delovanja in razmišljanja, bom rekel, tudi razmišljanja o prihodnosti. Se pravi, ne vem, galanterijske znamke, nedavno dodane, recimo Guess, Leo Joe, Tom Hilfiger, Calvin Klein, pa potem nadaljujemo z Wiley, Picard, Speedpack, smo se mogoče tudi poznali, globalna znamka, Fjellraven in podobno, oziroma naprej. Na samem pisarniško-šolskem segmentu je sigurno srednja znamka, ki je tudi zelo povedano z našo zgodovino, japonska znamka Pilot, Pisala, ki ima več stoletno tradicijo, potem smo tudi dodali znamke, kot so Edi, Joli, Deli, kot je ena globalna multinacionalna znamka in podjetje, in Fila in tako naprej. Zdaj, naše podjetje je tudi zelo dejavno tudi v športu, kar je mogoče znova ena plat podjetja, ki je manj znana,
manjša poznavna nazven. Radi podpiramo šport, radi ga imamo in smo radi udeleženi kakorkoli v športu, predvsem kot podporniki, tako smo recimo podjetja Kroni, generalni sponsor rokometnega kluba Slovenjgradec, igra prvi slovenski rokometni ligi, pa generalni sponsor Judo kluba Slovenjgradcu, pa mnogo individualnih športnikov še podpiramo za razne enkratne turnirje, nastope, skratka poskušamo biti zelo dejavni. Zdaj, spletno poslovanje, vključujem mogoče dve besedi, ta del posla je seveda v strašnem razmahu, zdaj v času korona krize je zadeva eksplodirala iz logičnih razlogov, ljudje niso naredili fizične trgovine in te nakupne navade se zelo hitro spreminjajo. Mi smo se tega posla že pred leti lotili in ga tudi aktivno nadgrajujemo in poznavi tem spletnim delu poslovanja smo tudi intenzivirali naše sodelovanja z tako imenovanimi influencerji, ker je bila mogoče se opaziti 4 leti sodelovanja z Lepo Akmo, ki smo takrat za prvo točko kolekcijo naredili, da bilo v bistvu dnevna zadeva, pa sodelovanje z LS7, z podjetniki Mali Centrum Tike Dončiča, tudi tukaj smo naredili sodelovanje od leta 2019 smo naredili tojsko športno kolekcijo in podobno. Ne. Kar se pa tiče tega dobrodelnega dela, je pa to je, kot rečeno, to je en del, ki ga z veliko duše posrčnosti lotevamo. Radi to delamo in imamo tudi veliko srečo, da kot prvo, da smo podjetje v položaju, da lahko poskušamo take projekte kombinaciji voditi, biti aktivni v tem področju, kot drugo pa seveda brez partnerja nikoli ne gre. In tu smo srečni, da smo našli, mislimo, da verodostojne, kredibilne, dobre partnerje, s katerimi skupaj te projekte gradimo in tem partnerjem smo podarili sredstva v vrednosti 110 000 evrov samo zadnjih 3 letih. In to želimo nadaljevati. Partnerji, ne vem, lahko da jih par naštejem, o kom govorim, to so partnerji, kot Caritas, Zveza prijatelja mladine, Evropa Dona, Božiček za en dan. Tudi jaz vas ful lepo pozdravljam, hvala vsem, ker ste se udeležili. Jaz sem pri podjetju Akron vodja marketinga, tako da vam bom predstavila pač naša želja tega, da smo se danes tudi dobili, je bilo pač kot uvod, da imamo letos 30. rojstni dan. Druga najpomembnejša tematika so pa naši projekti, ki jih delamo, ki so odlični, ki v bistvu iz leta v leto tako rastejo take razsežnosti, ampak niso dobili še takih kril, da bi tudi širša javnost prepoznala, tako da v bistvu je naš namen, da jih bomo v tem letu pa v naslednjih tudi malo bolj javnosti preko novinarjev, preko Andreje tudi predstavljali, tako da vam bom jaz ena par teh največjih predstavila, mogoče jih je že kjer tudi slišal, ki je zasledil, če imate kakšne manjše otroke. V glavnem trenutno lahko začnemo kar s projektom, ki trenutno poteka in bo definitivno je in bo eden iz naših tradicionalnih. Želimo pač te projekte, ne da vsako leto delamo nekaj novega, ampak da imajo pač neko tradicijo. Tako da zdaj v novembru in decembru v teh naših maloprodajah poteka projekt Festival Daril. Tako smo to poimenovali in sicer zajema dvomesečno delovanje in v sklopu tega festivala se dogaja zelo veliko. Skratka, v bistvu imamo noter Darilo za prijatelja, en projekt. Vsi ti naši projekti nekako izhajajo iz imena Rišem za prijatelja. V tem projektu se bom vrnila, to je naš globalno največji projekt. Poimenovali smo ga za prijatelja in bi rada pač ta del posebne zveze razložila. V bistvu to sredno zvezo namreč tudi poimenujemo potem vse te naše večje dobrodelne projekte, se da imajo prvi del nekaj drugačen, tako da v bistvu vzbujamo zelo pri otrocih, ki jih največ vstujemo v te projekte, eno odgovornost, eno dobrodelno noto, en čut, da lahko mogoče eno majhno stvarjo, mogoče samo tem, da nekaj narišajo
pišejo ali pa z nečem, kar oni radi počnejo, pomagajo enemu prijatelju, narekovaji, temu, da prijatelj je oseba, ki želimo dobro, ki si med seboj pomagamo, tako da so v bistvu vsi naši ti projekti imenujejo, imajo v teh desetni železi za prijatelja. Tako da imamo zdaj v bistvu v teku darilo za prijatelja. To je v bistvu projekt, ki poteka vsako leto mogoče nekaj drugačno noto, ampak bistvo je pa isto, da zbiramo od izdelkov do denarja za otroke, ki živijo v pomanjkanju. Trenutno imamo v novembru z Božičkom za en dan, tega verjetno tudi zelo dobro poznate, mislim, da že tudi 10 let obstajajo. V bistvu imamo z njimi eno sodelovanje in sicer za njim bomo podarili, podvojimo nakupe, imamo pač določenih 5 artiklov, ki jih lahko zdaj priročno kupijo stranke za otroke, za Miklavža ali pa za karkoli, in če je 5 določenih artiklov odločijo za nakup, katerega izmed njih, ga mi podvojimo in ga damo organizaciji Božiček za en dan. Oni to uporabljajo s tem, da dopolnejo škatle, ki so mogoče, da nimajo noter vsega, kar bi mogli imeti in pač s tem pomaga. Nekako imamo cilj podariti 1500 teh izdelkov, pa smo že kar na dobri poti. V drugem delu tega projekta, torej v decembru, bomo na isti sistem podarili tudi izdelke Slovenski Karitas. Tako da to je zdaj trenutno v potekanju. V bistvu tudi piše pismo Božičku, pozivamo vse otroke, da v naše poslovanje se prinesejo pismo s svojimi željami in v vsaki izmed njih 3 otrokom potem izpolnemo želje, pa tudi te naši projekti imajo zračeno tako dobrodelno noto. Tako da to je trenutno aktualno in v teku. Kaj bi se rada vrnila nazaj na september, zdaj že 5. leto zapored organiziramo projekt oziroma izvajamo projekt, ki je res prav projekt v polnem pomenu besede, torej Rišem za prijatelja. V naših pozornostih, ko jih boste dobili, je noter izvedbek, ki je produkt tega projekta. In sicer, to je prav leta, mislim, da 2017 smo prvi začeli s tem projektom in sicer razpišemo določeno tematiko, ki jo pošljemo na vse šole. Naprimer, letos je tematika slovenske in svetovne znamenitosti in otroci v bistvu na to temo rišejo. Mi prejmemo povprečno zdaj že samo okrog 5, 6, 7 tisoč ljudi iz tega določenega projekta in potem zberemo 6 zmagovalnic, ki jih natisnemo na zvezke. Te zvezke prodajamo po polovični ceni in vrsti skupiček od prodajnih zvezkov podarimo v dobrodelni namen. To je tudi vsako leto določimo, komu bomo podarili, raznim organizacijam, ki smo že vračali nazaj otrokom, šolam, za te šolske sklade. Tako da to je v bistvu en tak zelo lep projekt in skozi ta projekt v bistvu otroci s tem, da spodbujamo njihovo kreativnost, dobijo en tak občutek v svoj otrok, da v bistvu s tem, ko je sam eno ribico, v bistvu lahko pomaga nekomu, ki mu mogoče, ne vem, niko lepo, ki mogoče pač ne more prvoščiti šolskih potrebščin. To je en tak naš ogromen res projekt. Začeli smo s 30 šolami, torej se je v prvem letu prijavilo projektu 30 šol, letos se je pa prijavilo 720 mentorjev, tako da skoraj pokrivamo celo Slovenijo s tem projektom. Tako da tudi koledar, ker ga boste noter tudi, je en tak zelo poseben, tudi se izhaja iz tega projekta. Risbe, mi tako težko izbiramo te risbe, ker je tako, otroci so tako talentirani, jaz se velikrat kako vzamem domov, pa rečem, pa ne pustimo, pa nujno celo, ki se res ful bude. Zagovalcev je zmeraj omejeno število in pač želimo s temi preostalimi risbami še narediti kako stvar, in tako da smo letos izdali en dobrodelni koledar, ki se mu tudi reče koledar Rišem za prijatelja in smo še 12 dodatnih risb objavili, potrebili, pa boste sami ocenili, res je čudovit. In tudi tukaj prodaja se po simbolični ceni in €1 od vsakega prodanega koledarja namenimo tudi Rdečemu križu.
Tako da to. Moram še omeniti, da se je temu projektu Rišem za prijatelja pridružilo po enih 2-3 letih delovanja projekta še drugi del projekta, ki se mu reče Pišem za prijatelja in se pač lahko prijavljajo, ali bojo risali, ali bojo pisali na določeno tematiko. Na koledarju in na teh zvezdih je bila tema družina in se otroci v bistvu pisali na temo družine, tako da v bistvu tudi spodbujamo, če mogoče kdo pa ni toliko dober z barvicami, pa je boljši z besedami, da tudi kakšne misli ali pa tako, da ti še res pridejo tako odlični, zanimivi izdelki. Tako da to je eden iz takih naših največjih, in ga želimo najbolj predstaviti. Potem imamo pa v bistvu še enega, ki je tudi tradicionalen, ki se pa dogaja nekako aprila-maja. Imenujemo ga Festival šolskih torb, ki bi se rada dotaknila te tematike prve šolske torbe, ki se jo verjetno čisto ki smo v tem prostoru spomnimo, kakšna je bila naša prva šolska torba. A se jo spomnite? Vse, ne? To je eno tako posebno doživetje, ki smo ga mi tudi želeli z našim strankam kot pač ponudniki šolskih torb in materialov pričarati. V bistvu smo imeli to res plan že več časa, pa nam je pa tale virus močkem ustavu. Želeli smo si narediti festival šolskih torb nekje v naravi, kot dogajanje, s kakšno muziko, animacijo za otroke, s fotografi, kjer bi oni lahko obeležili izbiro te svoje prve šolske torbe, jo uslikali, da bi bil to en tak družinski izgled, ki bi si ga otrok zapomnil za vse večne čase. In potem smo rekli lansko leto, pa nas korona več ne bo ustavila in bomo mi ta festival predstavili v naše poslovalnice in bomo pač izvajali, kolikor ga bomo lahko. Bil je tudi zelo odmeven, zelo dobre odzive so otroci delali, risali so svoje idealne, tako stanske šolske torbe, kakšne barve so prinesli te risbice barvanke v naše izložbe, so nam polepili izložbe s temi, tako da v bistvu ena taka luškana stvar. In v sklopu tega se nam vedno dogaja tudi tradicionalno, mislim, da 5. leto, projekt z barvicami do nasmeha, ki ga pa peljamo z našim zelo spomenim partnerjem Zoljem, kjer isto ob nakupu določenih barvic ene podarimo tudi različnim organizacijam. Vem, da smo tudi barvic podarili društvu Sonce, otrokom s cerebralno paralizo. Tako da v bistvu to so taki naši največji projekti, za katere boste mogoče še slišali. Eden zelo pomemben, pa tak poseben, je tudi v bistvu ena razstava, ki smo jo lepo žal mogli predstaviti, pa boste drugo leto v aprilu povabljeni. V bistvu smo si zamislili, kako bi vse te risbice iz projekta Rišem za prijatelja na tematiko sadja in zelenjave, to je bilo projekt 2020 tematika, kaj bi z njimi naredili, ker nam je vedno žal stran vrš po končanem projektu in smo si zamislili v bistvu eno tako zelo posebno razstavo, posadimo umetnost. Povezali smo se s šolskim centrom v Celju, v Šentjurju, kjer bojo na svojih zelenih površinah v rastlinjakih obestil te risbice in bo v bistvu malo tako simbolika sadja in zelenjave v mesecih, ko lepo še ne cveti ali pa ne dozoreva. Tako da bo v bistvu v obliki umetnosti ena taka zelo zanimiva razstava. Tako da, pač želimo na kakšne kreativne načine približati to dobrodelnost pa otrokom neko pomembnost, da vejo, da tudi malimi dejanji lahko pač to prinesejo, pa pomagajo enem svojim prijatelju, ki ga mogoče ne poznajo. Tako da jaz bi v bistvu veliko teh projektov sem še spustila, ampak se bom vseh najbolj pomembno sem omenila. Tako da hvala za pozornost.